Pozdravljeni, prijatelji pravljic. Zima je še in dokaj hladno. Jaz pa sem se v mislih odpravila na toplo, na Antile, v Karibsko otočje, kjer je nastala pravljica Anansi in ptičje strašilo. Anansi je bil zvit kot kozorog. Bil je tak zvitorepec, da je moral paziti, da ni prelisičil še samega sebe. Bil je kmet. Od jutra do večera je obdeloval svoj kos zemlje, da je nasitil svojo družino. In ko je tako od jutra do večera okopaval, plev, žel, sadil, je sam pri sebi razmišljal. Jaz garam od jutra do večera, moja gospa pa lepo poležava cele dneve doma. Če bi ga gospa Anansijeva slišala, bi zagotovo kaj pripomnila. Ona je skrbela za dom, kuhala, prala, šivala, nabirala drače in drva, da ni ogenj ugasnil. Po vodo je hodila v najbližji potok, pa tudi peterica njunih malčkov je želela njeno pozornost. Ampak gospod Anansi je razmišljal dalje. Če ne bi moja gospa in otročički pojedli toliko zelenjave, bi jo lahko vsak teden na tržnici prodal. Nekaj zaslužil, sčasoma kaj privarčeval, potem pa zaposlil delavca, ki bi delal namesto mene, jaz pa bi užival cele božje dneve. Zelo hitro je začel uresničevati svoj načrt. Nabral je celo pest najbolj pekočih feferonov in jih pogoltnil kar enega za drugim. Ni trajalo dolgo, ko ga je oblil pot. Peklo ga je v želodcu in ta dan je odšel domov že pred poldnevom. Doma je svoji ženi potožil, da se ne počuti dobro. Gospa Anansijeva, ki je bila zelo sočutna gospa, ga je pospremila do postelje, naj kar tam počaka do večerje. V tej pripeti pa res ne moreš delati zunaj, je še pripomnila. Ko mu je zvečer prinesla večerjo, jo je odklonil, čeprav mu je presneto dišala. Odklonil je tudi zajtrk in kosilo naslednji dan. Pa tudi večerji naslednji dan se je uprl. Zdaj je gospo Anansijevo že zelo zaskrbelo. Ko je hotela poln krožnik hrane odnesti nazaj v kuhinjo, jo je prijel za roko in ji rekel: Veš, grozno se počutim, celo slabše kot včeraj. Jaz mislim, da bom danes po noči kar umrl. Ampak prosim, nikar me ne pokopljite v to mrzlo, vlažno zemljo, odnesite me kar na vrt in me pokrite z listi zelenjave. Potem pa hitro spakirajte najnujnejše stvari in pojdite k najbolj oddaljenim sorodnikom, da ne bodo bacili, ki bodo pokopali mene, pokopali še vas. Naslednje jutro se gospod Anansi res ni več zbudil. Gospa in otročički, ki so stali okrog njegove postelje, so nekaj časa še poslušali kruljenje v njegovem želodcu. Nato pa je tudi to potihnilo. Gospa je prinesla ogledalce in ga pridržala pred nosom gospoda Anansija, ampak ta je zadržal dih in ogledalo se ni orosilo. Pa je umrl, je žalostno rekla gospa. Otročički se niso zavedali, kaj beseda pomeni, ampak bili so žalostni, ker je bila žalostna mama. Skupnimi očmi so ga odnesli na vrt in ga prekrili z listi zelenjave. Potem pa so hitro spakirali in se podali na dolgo pot k najbolj oddaljenim sorodnikom. Nekaj časa bilo že vse tiho in mirno, je oprezno zlezel izpod listja zelenjave in odšel v kuhinjo, kjer je pojedel vse ostanke do zadnje drobtinice. Zdaj je imel prosto pot za uresničitev svojega načrta. Pridno je obdeloval zemljo in pridelke ob sobotah odpeljal z vozičkom na najbolj oddaljeno tržnico. Po enem letu izgnanstva je gospa Anansijeva razmišljala, sedaj so bacili že sigurno odšli in bi se lahko vrnila domov. In tako so tudi storili. Naslednji dan je spakirala stvari in z otroki
so se vrnili domov. Po poti je razmišljala, v kakšnem stanju bo kaj našla svojo hišo in svoj vrt. Ampak, ko so prišli blizu hiše, je že oddaleč videla, da je hiša prav lepa. Na oknih so bile rože in vrt je bil vzorno obdelan. Ja, kakšen nepridiprav, pa si je polastil naš dom in naš vrt, je razmišljala sama pri sebi. Hitro je spravila otroke spat, nato pa se tudi sama spomnila Ukane. Šla je v kozo pod kozolec, kjer je gospod Anansi imel koruzna stebla. Povezala jih je in na sredi vrta naredila ptičje strašilo v velikosti človeške podobe. Nato ga je na debelo premazala z ilovico in potem še z najbolj lepljivo smolo, ki jo je našla v kleti. Bila je sobota in gospod Anansi se je pozno, ko se je že mračilo, vračal domov iz tržnice. Bil je zelo vesel, kajti v žepu so mu cinglali denarci. Ko se je bližal svoji hiši, je na vrtu zagledal neko človeško postavo. Zgini z mojega vrta! Kradeš mojo zelenjavo, takoj mi zgini! Ampak postava je bila še kar tam, sploh se ni premaknila. Bil je zelo jezen, pospešil je korak in še naprej kričal. Ko je prišel čisto blizu, je že bilo kar temno, ampak v jezi je treščil z desno roko, ki se mu je prilimala na stražilo, pa je brcil z desno roko, pa je treščil z levo roko, pa z levo nogo, na kar je od jeze treščil še z glavo in tako se je celoti prilimal na ptičje strašilo. Sedaj je on tudi spregledal Ukano in bilo ga je preveč sram, da bi klical na pomoč. In tako, prilepljen na ptičje strašilo, je dočakal jutro. Ko so sosedje prišli iz hiš naslednje jutro, so se komičnemu prizoru zelo smejali. Ta smeh je zbudil tudi gospo Anansijevo, ki je pritekla iz hiše. Ko je zagledala svojega moža, katerega je najmanj pričakovala, se je zgrozila. Ti si nas tako okanil, sram te bodi, je kričala. Gospod Anansi pa je odvrnil, tebe bodi sram, zakaj si me pa pokopala, prej ko si se prepričala, da nisem zares umrl. Sosedje so pomagali gospodu Anansiju se odlepiti od ptičjega strašila, ampak gospod Anansi ni bil prav nič jezen. Celo vesel je bil, da se je žena vrnila. Dovolj mu je bilo kuhanja, pranja in pospravljanja, pa tudi otročičke je pogrešal. Ampak gospa je bila zares jezna. Približala se je gospodu Anansiju in mu zažugala pred obrazom. Če še enkrat samo pomisliš na kaj takega, bom poskrbela, da te bo zares pobralo. In potem te bom pokopala 3 metre globoko.